Kaj bi pa rekel nekomu, recimo zdaj se nahajamo v 21. stoletju, nekako prevladuje, vsaj meni se zdi, ta racionalni način razmišljanja ali pa znanstvena metoda ima svoj primat, ne, vsaj mainstream. Ne. Ja. Kaj bi rekel nekomu, ki bi rekel, kaj je problem z racionalnim načinom razmišljanja? Torej, največji problem, najprej sploh, zakaj smo tako razvili racionalni način razmišljanja. Prvo, zaradi tega, ker sistem edukacije od vrtca pa vse naprej, torej stimulira razvoj leve racionalne možganske polovice in torej ves študij pozneje stimulira levo možgansko polovico, pa karkoli študiraš medicino ali pa arhitekturo ali pa karkoli. In tudi te ljudje, ki so enormno razvili, nabildali bi lahko rekli levo možgansko polovico, te so tudi bolj uspešni v družbi. Ker v naši družbi, torej materialistična paradigma prevladuje, torej v naši družbi so bolj uspešni tisti, ki tako funkcionirajo. Kaj je narobe s tem racionalnim delom? Ja, v osnovi je narobe s tem, da potem smo torej naša desna možganska polovica, lahko bi rekli umetniška, tista, ki gleda celoto, tista, ki gleda izven časa in prostora in tista, ki ne sodi, ki ne kupčka v resnici, kaj se splača, kaj se ne splača. To smo pa nekako zapostavili, to sicer mi razvijamo tudi v šolski sistemi skozi umetnost in te razne predmete, ki jim pa sedaj namenjajo vse manj prostora, torej jo ne razvijamo in ne razvijamo to desno polovico. In potem smo prikrajšani za to, mi svet zaznavamo omejeno samo tisto, kar je racionalno, tisto, kar zaznavamo s 5 čutili, prikrajšani smo pa za zaznavo tistega drugega, nevidnega energijsko-informacijskega dela, ki je pa zelo pomemben, ne? In v resnici bi lahko rekli, torej na nek način je nek konsens v tej, bi rekel, kvantnih znanosti, da v resnici ta svet, ki ga mi percipiramo s 5 čutili, je samo 0,00% celote vsega vesolja, ki je neviden, razne dimenzije, razna bitja, ki živijo na različnih ravneh in vse to skupaj in to vse, lahko bi celo rekli v prispodobi, da je, če vzamemo torej neko ledeno santo, da je ta svet samo tisti vrh, ki gleda ven. To mi vidimo, onega drugega pa ne vidimo. In to je problem, ne? In sicer to ni nič narobe, ker v svetu, če nekdo živi v tem materialnem svetu, če je to njegova osnovna paradigma, če ne zaznava nič drugega ali pa ne dovoli, da pride v njegov svet in mu dobro rata živeti in je srečen, ja, kaj je pa narobe s tem? Nič ni narobe. Je pa prikrajšan za tisti del, ki ga pa jaz in tisti, ki zaznavamo tudi, ki smo razvili zaznavo v nekih drugih dimenzijah, to mu pa manjka, torej njemu nekaj manjka, ampak on ne ve, kaj mu manjka, zaradi tega, ker tega ni doživel, ne? Lahko bi to doživel morda ta drugi svet, če bi uporabil neke psihoaktivne snovi, kot ajovaska ali pa peotl ali pa gobice ali pa karkoli, če bi to uporabil, potem bi dobil izkušnjo tega drugega sveta, pa bi ga mogoče zasrbeli prsti, daj grem jaz tudi to razvijati, ne? Zaradi tega je, mislim, da so te snovi, seveda ne kot rekreativne droge, ampak tako, ko sem jaz šel recimo v amazonskem deževnem gozdu v Peruju, notri s šamanom, torej da je to morda dobro, da lahko spoznaš, kam greš, kam lahko prideš, kaj obstaja še tam zunaj, potem se pa vrneš nazaj, potem pa greš, se pa razvijaš, temu rečejo naravni ali organski transhumanizem, torej postati boljši človek na naravni način, ne na hitro, kot to uči oziroma je težnja transhumanistov ala Musk in podobni, ki to podpirajo. Seveda je teh veliko, mi poznamo samo nekaj malo, ker to je cel sistem. In če pogledamo torej v tem svetu, tudi v mojem svetu terapevtskega dela, tisti, ki se naravno razvijajo počasi, postajajo vse boljši ljudje in torej se znebijo vsega odvečnega, postajajo tudi etični in moralni in ko dobijo moč, te moči po vsej verjetnosti ne bojo zlorabili.
nekdo, ki pa dobi, rečemo, moč s pomočjo umetne inteligence in sodobne tehnologije, to je neskončna moč, ki jo lahko nekdo dobi, je pa lahko neetičen. Lahko je tudi butast, pa ne zna to uporabiti. Bo uporabil tako, kot je moj programer, pač tu so pa programerji. Ne. Sem poslušal en dan mislim, da na History eno oddajo, skupaj Kitajci pa Japonci so razvili neke robotke za take male polmetrske, ki jih imajo starejši ljudje, Japonci, na mizi, da komunicirajo z njimi in so priključeni na internet, goste pozdravijo, jih vprašajo o problemi, naslednjič, ko pride neka gospa na obisk, jo on vpraša, ker jo prepozna, jo vpraša, kako, gospa, vi ste to, a imate še težave z zobobolom ali pa karkoli, in so dobili so idejo, da pa njega vprašajo, ker ima pa dostop do vseh internetnih podatkov, kako bi rešil eno resno težavo, recimo zdaj, ko je COVID. Pa so rekli, torej, reši nam težavo, ima 200 ljudi živi v skupnosti, eden je okužen, kako bi to rešil. On malo pobrska po spletu, zelo hitro je imel rešitev, je rekel, onega je treba ubiti. Zato, ker je pobrskal zgodovinsko, kaj je treba s takimi narediti. Evo, lej, pa ima rešitev. In zdaj si zamisli, ne, da to je pa že potem eugenika, pridemo na področje eugenike. Ja, to striktno racionalno razmišljanje. Jaz se čisto strinjam, lahko pride do zaključkov, kjer imaš 5 ljudi, pa 3 ljudi, pa začneš ti kalkulirati. Recimo, to bo primer samovozečih avtomobilov.